kaj se je v resnici dogajalo z našo družbo med pandemijo. Osrednji vir, esej magistra Mihaela Bellisa, namreč trdi, da to ni bila zgolj zdravstvena kriza. Ne, daleč od tega. Ampak načrten prehod v nekaj, kar on imenuje digitalni feudalizem. In za opis stanja v Sloveniji uporabi eno res močno metaforo. Skoraj medicinsko, ja. Družba kot pacient z razcepljenimi možgani. In najnim namen danes je, da to teorijo res pogledava malo bolj od blizu. Katere dokaze navaja? No, to je dobro vprašanje. In kakšne poti upora vidi? Ne podajava lastnih sodb, ampak skušava osvetliti miselni tok avtorja. Točno tako. V redu, pa začniva kar pri tej osrednji metafori, ker je res nenavadna. Pacient z razcepljenimi možgani ali split brain. To je dejansko nevrološko stanje, kaj ne? Ja, to res obstaja. Gre za paciente, pri katerih je zaradi, recimo, hudih oblik epilepsije kirurško prekinjena povezava med levo in desno možgansko polovico. Corpus callosum. Tako. In posledice so leva hemisfera, ki je center za logiko, za jezik, za red, nima več dostopa do informacij desne. Ki je bolj intuitivna, čustvena. Celostna, točno. In ko desna polovica sproži neko dejanje, recimo prime nek predmet, leva polovica, ki sploh ne ve, zakaj si je to zgodilo, ne reče ne vem. Ampak si nekaj izmisli. Si izmisli popolnoma logično, a popolnoma napačno razlago. Temu procesu v nevroznanosti rečemo konfabulacija. Ustvarjanje smisla za vsako ceno. Točno. Wow. Se pravi, možgani si dobesedno izmislijo zgodbo samo, da ohranijo občutek smisla, čeprav je ta zgodba napačna. Zdaj razumem, zakaj je to tako močna metafora za družbo. Absolutno. Ker ne obtožuje ljudi, da so iracionalni ali nori, ampak ponuja model, kako lahko dve skupini gledata ista dejstva in prideta do popolnoma nasprotnih zaključkov. In avtor trdi, da se je točno to zgodilo v Sloveniji. Prišlo je do popolnega razcepa. Na eni strani je bila po njegovem mnenju družbena leva hemisfera. Se pravi oblast, tehnokratska stroka, birokracija. Ja, ta del je deloval na podlagi številk, statistike, binarne logike, okužen, neokužen, cepljen, necepljen. Hladni podatki. Medtem ko je bila na drugi strani družbena desna hemisfera. Javnost, preplavljena s surovimi čustvi, strah, tesnoba, osamljenost. In pa seveda globoka potreba po stiku. In most med njima, ki bi omogočal neko empatijo, razumevanje, ta most naj bi popolnoma razpadel. Sistem je ljudem pošiljal tabele in odstotke, ljudje pa so nazaj kričali o stiski, ki je nobena tabela ne more zajeti. Posledica je bila, kot pravi vir, kognitivna praznina. Ljudje pač niso več zaupali uradnim razlagam, ker te niso nagovarjale njihovega doživljanja. In v tej praznini se je potem sprožil ta mehanizem interpretatorja. Točno. Ljudje so začeli sami iskati manjkajoče koščečke sestavljanke in vir poudarja, da si niso kar nekaj izmišljevali v prazno. Torej so postali nekakšni detektivi in so iskali namige v uradnih dokumentih, to se sliši kot recept za nastanek, alternativnih razlag. In to kakšnih? Navaja zelo konkretne dokumente, ki so krožili po spletu in so za del javnosti postali ključni dokazi. Naprimer? Recimo Microsoftov patent pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino z oznako VO 2020-060606. Že števila je. Zanimiva. Zelo. Naslov patenta pa? Sistem kriptovalut, ki uporablja podatke o telesni aktivnosti. Počakaj malo, torej vir trdi, da je bil patent, ki najbrž opisuje nekaj podobnega kot pametne ure, ki bi nagrajevale rekreacijo. Verjetno. Interpretiran kot dobesedni načrt za biometrični nadzor in rudarjenje kriptovalut s človeško energijo. To je kar velik preskok v logiki. Ampak točno to je poanta metafore o razcepljenih možganih. Za levo hemisfero, torej tehnokratski svet, je to pač tehnični dokument. Za desno hemisfero, ki je delovala v načinu strahu in nezaupanja, pa je bila že sama števila patenta. S 3 šesticami. V kombinaciji z besedami telesna aktivnost in nadzor jasen dokaz zlovešče agende. Avtor ne trdi, da je bila interpretacija pravilna. Ampak da je bila v danih okoliščinah logična. Logična posledica razcepa, točno tako. Kaj pa še? Omenjeni so bili tudi sami proizvajalci cepiva, ne? Da.
Vir izpostavlja, kako je recimo podjetje Moderna svojo mRNA tehnologijo na lastni spletni strani opisovalo kot operacijski sistem. Software of life. Software of life, ja. Programska oprema življenja. Za stroko je to pač marketinška prispodoba. Seveda. A za ljudi, ki so se bali poseganja v človeško biologijo, je bil to dobeseden opis. Priznanje, da gre za programiranje človeka. In potem so tu še ti javni dokumenti, ID222. Zavezništvo ID222, ja, ki ga podpirajo Microsoft, Accenture, Fundacija Rockefeller. Oni so že leta pred pandemijo razpravljali o nujnosti povezovanja digitalne identitete s programi cepljenja. Se pravi, ko uradna stran molči ali celo cenzurira, ljudje pa sami najdejo te dokumente, se razkol samo še poglobi. Eksponentno. Vsaka stran je prepričana v svoj prav, komunikacija pa postane nemogoča. In tu pridemo do osrednje trditve vira. Ta razkol naj bi bil nesrečno naključje, ampak rezultat sistematičnega procesa. Avtor opisuje 4 faze, ki naj bi služile kot psihološka priprava terena za končni cilj. popolno sprejetje digitalne identitete in vstop v ta, kot pravi, digitalni feudalizem. Točno. V redu, če je to diagnoza družba, ki ne more več komunicirati sama s seboj, postane vprašanje, ali se je to zgodilo po nesreči. In vir tukaj zavzame jasno stališče. Ne, to naj bi bil načrt. Poglejte 4 faze. Prva faza je, po besedah avtorja, redukcija človeka na biologijo. Z ukrepi, kot sta bile omejitev na občine in policijska ura, naj bi sistem poslal jasno sporočilo. Kakšno? Da duhovne, socialne, kulturne, ekonomske potrebe niso več pomembne. Vse, kar je štelo, je bilo golo biološko preživetje. Človek kot telo, ki ga je treba zaščititi pred okužbo. Tudi za ceno njegovega duševnega zdravja, ja. Druga faza, ki jo opisuje, je dehumanizacija. Tu izpostavi obvezne maske. To je zanimivo. Trdi, da njihov namen ni bil zgolj epidemiološki. Ampak tudi psihološki. Točno. Maska nam odvzeme obraz, ki je primarno orodje empatije in nebesedne komunikacije, a ne? Absolutno. Sosed ni bil več tone z 2 otrokoma, ampak potencialni brezoblični prenašalec patogenov. Ko ne vidiš več obraza. Lažje dehumaniziraš sočloveka in ga vidiš kot grožnjo. Tretja faza naj bi bila pa vzpostavitev ekonomske odvisnosti, z zapiranjem celotnih sektorjev, označenih za nenujne. S tem naj bi država načrtno uničila ekonomsko samostojnost malih podjetnikov, obtrnikov In ustvarila množico ljudi, ki so postali popolnoma odvisni od državne pomoči. Sporočilo naj bi bilo jasno. Brez sistema in njegove milosti ne moreš preživeti. Ampak, a vera ponudi kakšne dokaze, da so bile te faze, recimo te obvezne maske, dejansko načrtovane z namenom dehumanizacije? Ali je to zgolj avtorjeva interpretacija posledic? To je ključno vprašanje, ja. Avtor ne ponuja internih dokumentov ali priznanj politikov. Njegov argument temelji na analizi učinkov. Se pravi, če posledice kažejo v eno smer. Če je nek ukrep sistematično vodi v določeno smer, v tem primeru v razgradnjo socialnih vezij in avtonomije, potem moramo vsaj razmisliti o možnosti, da je bil ta učinek, če ne primarni namen, Pa vsaj zaželen stranski produkt. točno. In to nas pripelje do 4. faze, ki jo imenuje inverzija prava. Sistem PCT. Točno. Po mnenju Vira je sistem PCT obrnil temeljno logiko svobodne družbe na glavo. Svoboda ni bila več prirojena pravica. Ki ti jo država lahko omeli samo izjemoma. Postala je privilegij, nagrada za poslušnost in ustrezen biološki status. Zdrav človek je čez noč postal privzeto sumljiv in nevaren. Dokler z QR kodo ni dokazal svoje neškodljivosti. In to naj bi bil ključen psihološki korak. Navaditi ljudi, da je za sodelovanje v družbi potrebna digitalna dovolilnica. In vse te faze naj bi vodile do enega samega cilja. Avtor to opiše z izrazom atrofija analognega sveta. In to podpre z eno res slikovito osebno izkušnjo. Ja, ta z razglednico. Gre za navadno razglednico. Ja? Res je, anekdota je močna. Zapiše, da je leta 2026 razglednica iz Padove v Ljubljano potovala skoraj mesec dni. Manj kot 300 kilometrov. V času Rima bi kurir to opravil nekaj dneh, v času Avstro-Ogrske je pismo potovalo 2 dni. Ta absurdna neučinkovitost fizičnega sveta, trdi avtor, ni napaka v sistemu. Ampak
To je sistem. To je sistem. Cilj naj bi bil torej narediti analogne storitve od pošte, obiska upravne enote do zdravnika tako neznosne, počasne in frustrirajoče, Da bomo ljudje sami prosili za digitalno rešitev. dobesedno prosili. Natančno, digitalni ID in e-storitve se v tej luči ne kažejo kot napredek, temveč, in to je citat, kot metadon za odvisnike od birokracije. Močan izraz. Zelo. Država najprej namerno ustvari bolečino, neskončne čakalne vrste, izgubljene pošiljke, nedelujoče okence, nato pa ponudi digitalno tableto. Ki bolečino navidezno odpravi. Ampak cena za to udobje je popolna odvisnost in sledljivost. In tukaj v zgodbo vstopijo centralno-bančne digitalne valute, CBDC. To ni samo digitalni denar, kot ga poznamo zdaj. Kaj ne? Ne, in vir poudarja, da gre za fundamentalno razliko. Današnji digitalni evri so terjatve do komercialnih bank, CBDC pa bi bil programiran denar, ki bi ga izdajala neposredno centralna banka. In to bi jo omogočilo. Popoln nadzor. Popoln nadzor nad vsako transakcijo. Denar bi lahko imel rok trajanja, lahko bi bil namenjen le za določene nakupe ali pa bi ga lahko enostavno izklopili. In da tak sistem deluje, potrebuje popoln zajem vseh posameznikov. Prek obvezne digitalne identitete. Gotovina je v tem sistemu edina preostala luknja, ki omogoča anonimnost in svobodo. In zato mora izginiti. S tem pa se, po avtorjevem mnenju, vzpostavlja nova družbena delitev. Ne več levi proti desnim, Ne, to postane nepomembno. ampak nekaj precej bolj temeljnega. Tako je. Nova delitev je med nadzorovanimi in izobčenci. Nadzorovani so tisti, ki sprejmejo digitalni ID, CBDC in s tem postanejo popolnoma pregledni in vodljivi. Izobčenci pa so tisti, ki to zavrnejo. In ki jih sistem poskuša ekonomsko in socialno izstradati z onemogočenjem dostopa do storitev. To je precej mračna diagnoza in napoved. Ampak vir se ne ustavi samo pri kritiki. Ne, presenetljivo ponudi tudi model upora, ki pa je teološki. Izhaja iz zgodbe o svetih treh kraljih. Da, in to je morda najbolj poetičen del eseja. Avtor pravi, da ključno dejanje treh modrecev ni bilo zgolj to, da so našli novorojenega kralja. Ampak kaj so storili potem? Točno, niso se vrnili k Herodu. Herod je v tej zgodbi arhetip oblasti, ki želi vse popisati, nadzorovati in uničiti vsako alternativo svoji moči. In modreci so to spregledali. Spregledali so njegovo namero in se, kot pravi svetopismo, domov vrnili po drugi poti. In ta druga pot je metafora za upor danes. Zavrnitev sodelovanja v sistemu digitalnega nadzora. Točno to. Vztrajanje pri gotovini, analognih poteh, osebnem stiku, lokalnih skupnostih. V tej interpretaciji to ni tehnična zaostalost ali nostalgija. Ampak dejanje samohranitve. Ja, dejanje izbere druge poti in avtor to simboliko preslika celo na geopolitično raven. Omeni tri sodobne kralje. Ja, tri države, ki naj bi se uprle globalnemu diktatu, ki ga pooseblitva WEF in WHO. Zanimivo. Kdo so si ti sodobni kralji? Prvi je, po mnenju vira, El Salvador. Imenuje ga kralj finančne suverenosti. Njegovo darilo je Bitcoin kot zakonito plačilno sredstvo. S tem naj bi se izmaknil nadzoru centralnih bank. In prihajajočim CBDC-jem, ja. Ponudil naj bi alternativo. Drugi kralj je Švedska. Kralj zdravega razuma. Točno. Njeno darilo je ohranitev normalnosti med pandemijo, saj niso uvedli strogih zaprti in s tem dokazali, da je bila druga pot mogoča. In tretji. Tretji kralj je ameriška zvezna država Florida. Kralj zakonodajnega ščita. Njihovo darilo je sprejetje zakonov, ki prepovedujejo uvedbo cepilnih potnih listov. In v zadnjem času tudi uporabo CVCD. Na njihovem ozemlju, ja. S tem naj bi postavili pravni zid proti temu biopolitičnemu nadzoru. Vir ob tem omeni tudi izgubljenega kralja. Oziroma mučenika, ja. Pokojnega predsednika Tanzanije, Johna Magufulija, ki se je javno upiral narativi WHO in umrl v nejasnih okoliščinah. Kot opomin, da upor ni brez tveganja. Tako je.
Torej, če poskusim strniti ta kompleksen argument, pandemija, po mnenju tega vira, ni bila zgolj zdravstvena kriza. Ne, bila je skrbno izveden katalizator za prehod. Prehod iz starega ideološkega nadzora, kjer so nas delili na leve in desne, V nov, totalen biopolitični in digitalni nadzor. ki za svoje delovanje zahteva zajem vseh, brez izjeme. In s tem nas vir pusti pred končnim vprašanjem, ki ni namenjeno iskanju krivcev, ampak premisleku za vsakega posameznika. Sporočilo je, da boj ni več politično levo ali desno. Ampak da gre za temeljni boj za ohranitev človeške avtonomije, zasebnosti in integritete. Vprašanje, ki ga avtor postavlja in odmeva še dolgo po branju, je preprosto, a prodorno. Ali bomo ljudje, ali bomo QR kode. Ja, točno to je osrednje vprašanje, ki ga postavlja ta analiza. Kaj, če bi lahko vse te družbene razpoke, vse te delitve pojasnili z nečim, kar poznamo iz medicine, z nevrološkim stanjem? Ok, pa gremo po vrsti. Da bi razumeli celotno sliko, moramo najprej razčistiti ta osnovni koncept. Kako se sploh lahko ideja iz nevroznanosti upojabi za diagnozo celotne družbe? Torej, poglejmo, fenomen razcepljenih možganov. To je dejansko medicinsko stanje. Povezava med levo in desno polovico možganov se prekine. In kaj se zgodi? Logična leva stran ne razume več, kaj počne intuitivna desna stran. In da bi vse skupaj imelo smisel, si leva stran preprosto izmisli zgodbo, ustvari si razlago. Temu se reče konfabulacija. In ta mehanizem, to izmišljevanje zgodb, to je ključno za vse, kar sledi. In zdaj prenesimo to na družbo. Po tej teoriji imamo na eni strani levo hemisfero, to so država, birokracija, tehnokrati. Vse temelji na logiki, pravilih, podatkih. Na drugi strani pa imamo desno hemisfero. To so ljudje, javnost. Vodijo nas intuicija, čustva, strahovi. In analiza pravi, da je most med tema dvema svetovama preprosto porušen. Ne razumeta se več. In kaj se zgodi, ko uradna razlaga, ki prihaja iz leve hemisfere, ne zadostuje več? No, takrat desna hemisfera začne povezovati pike po svoje. Temu procesu iskanja smisla vir pravi mehanizem interpretatorja. Ko se je zdelo, da uradna zgodba ne pove vsega, so ljudje začeli sami brskati, iskati, poskušali so najti vzrok za tisto splošno nelagodje, ki ga je bilo čutiti v zraku. In tukaj postane res zanimivo. Ne gre za neke teorije zarote, ki bi zrasle na zelniku. Ne, ljudje so začeli brati javno dostopne dokumente. Poglejte, našli so Microsoftov patent, ki opisuje sistem za rudarjenje kriptovalut z uporabo telesne aktivnosti, pa izjave proizvajalcev cepiv, ki so svojo mRNA tehnologijo opisali kot operacijski sistem, ali pa dokumente alianse ID 2020, ki govori o digitalni identiteti. Patenti za luciferazo, kvantne pike, 5G senzore. Vse te pike so bile tam zunaj, na očeh vseh. In to nas pripelje do bistva, ki ga poudarja vir. Te zgodbe in povezave niso bile halucinacije, bile so interpretacija dejanskih tehničnih dokumentov. In kaj se je zgodilo? Tisti nevidni sovražnik, o katerem so vsi govorili, je naenkrat dobil zelo konkreten, viden obraz. Dobro, ampak kako naj bi do tega sploh prišlo? Analiza trdi, da je šlo za proces v 4 korakih. Pot od, recimo temu, biološkega telesa do digitalnega subjekta. Pa si jih poglejmo. Prvi korak – redukcija na golo biologijo. Zaprli so nas v občinske meje, postali smo le biološka telesa, ki jih je treba upravljati. Drugi korak – odstranitev obraza. Maske niso bile le zaščita, ampak so, po tej tezi, prekinile osnovno človeško povezavo. Tretji korak – uničenje avtonomije. Z zaprtjem nenujnih dejavnosti so ljudje postali ekonomsko odvisni od države. In potem četrti, morda najbolj usoden korak – inverzija pravic. Sistem PCT, kjer svoboda ni bila več nekaj, kar imaš, ampak nekaj, kar si moral zaslužiti s poslušnostjo. In kako se to kaže v praksi? Vir navaja res govoren primer. Razglednica iz Padove v Ljubljano je leta 2026 potovala skoraj mesec dni. Pomislite, razdalja, ki jo je rimski kurir premagal v par dneh. Ideja za tem? To ni napaka v sistemu, to je namerna atrofija analognega fizičnega sveta. Zakaj? Da bi digitalne rešitve izgledale ne le kot boljša, ampak kot edina možna pot naprej. Ok, ampak kam se to pelje? Če je vse to del nekega procesa, kaj je potem končni cilj, k kateremu naj bi stremeli? Analiza ponuja diagnozo v 2 besedah.
ki pa presega vse, kar poznamo iz klasične politike levo-desno. In ta diagnoza se glasi: digitalni fevdalizem. Kaj to sploh pomeni? No, digitalni fevdalizem je po tej definiciji sistem, kjer sodelovanje v družbi ni več samoumevna pravica, postane privilegij. In ta privilegij ti podelijo ali odvzamejo preko dveh orodij: digitalne identitete in, kar je ključno, centralno-bančne digitalne valute, poznane kot CBDC. In v tem novem svetu, pravi analiza, stara delitev na levo in desno izgubi pomen. Postane le predstava za javnost, distrakcija. Edina resnična delitev, ki še šteje, je med tistimi, ki so vključeni v sistem in nadzorovani, in tistimi, ki so izključeni in, vsaj zaenkrat, svobodni. Ampak zgodba se tukaj ne konča. Analiza ne postreže le s to, precej mračno diagnozo, osvetli tudi primere upora, in to s pomočjo ene zelo znane metafore. Govorimo o 3 kraljih, ki so se uprli Herodu. Kdo so ti kralji? Prvi je Salvador, ki je kot simbolno darilo prinesel finančno suverenost z uvedbo bitcoina. Drugi je Švedska, ki je z zavračanjem strogih lockdownov prinesla darilo ohranjanja normalnosti. In tretji je ameriška zvezna država Florida, ki je zakoni prepovedala cepilna potvrdila in razvoj CBDC-jev, s čimer je postavila nekakšen zakonodajni ščit. Seveda pa ta pot ni brez tveganj. Vir omenja tudi izgubljenega kralja, predsednika Tanzanije. Tudi on je javno dvomil v uradno pripoved, a je kmalu zatem umrl v precej nejasnih okoliščinah. In država je takoj obrnila ploščo. To je kot nekakšno opozorilo, da upor ni enostaven. Vse to nas torej pripelje do konca, do neke vrste črte v pesku. Do točke, kjer se, po mnenju te analize, vse strne v eno samo fundamentalno izbiro. In še enkrat, ne gre za politiko, ne gre za to, ali ste levo ali desno, gre za nekaj veliko bolj osnovnega. Za vprašanje, pred katerega smo, kot kaže, postavljeni vsi. In ta izbira je v analizi zreducirana na eno samo, brutalno iskreno vprašanje: človek ali QR koda. Tako da nas vir na koncu pusti s tem vprašanjem v glavi: je zadnja linija obrambe resnične človečnosti dejansko izbira? Izbira med ohranjanjem analognega sveta in popolnim sprejetjem algoritma? To je misel, s katero zaključujemo tole razlago.